Med iskrenimi ljudmi se nikoli ne zgodi, da zmagala. Pri vseh drugih pa velja, da je nekaj slabega, če preveč priznaš. In odkar ta svet stoji, so na njem živeli ti in ti. Človek bližnjega spozna, ko ga ta enkrat izda, do takrat pa malo med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, če je svet ubran. In če misliš tudi ti, da je dolgčas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, če je svet ubran. In če misliš tudi ti, da je dolgčas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Spoštovani iskreni ljudje, spoštovane gospe in gospodje, cenjeni gostje, cenjeni prostovoljci. Prisrčen pozdrav vam izrekam na današnji slovesnosti, ki je namenjena Mednarodnemu dnevu prostovoljstva in Mednarodnemu dnevu invalidov. Združeni narodi so oktobra 1992 razglasili 3. december za Mednarodni dan invalidov z namenom, da bi v najširši družbi spodbudili boljše razumevanje problematike, povezane z invalidnostjo, s temeljnimi pravicami invalidov in s vključevanjem invalidov v družbo. Pomembno je zavedanje, da je invalidna oseba enakopravni in enakovredni člen družbe, ki lahko prispeva svoje najboljše moči in bogati politično, družbeno, gospodarsko in kulturno življenje. Mednarodni dan prostovoljstva, ki ga praznujemo prav na današnji dan, 5. decembra, je prav tako razglasila Organizacija združenih narodov in to natanko pred 32 leti. Od takrat vlade, Združeni narodi, civilno-družbene organizacije in prostovoljci vsega sveta praznujemo. Organizacije, ki v svoje programe vključujejo prostovoljce, še posebej na ta dan pokažejo javnosti, kaj so prispevali s prostovoljnim delom na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni pri doseganju razvojnih ciljev tega tisočletja. Ti cilji so zelo različni, a hkrati imajo vsi en sam cilj – pomagati. Izkoreniniti skrajno revščino, doseči univerzalno osnovnošolsko izobrazbo, zagotoviti enakost na vseh družbenih področjih, zmanjšati smrtnost otrok, boriti se proti boleznim,
pomagati nemočnim naravnih katastrofah, ljudem s posebnimi potrebami, starejšim, zagotoviti okoljsko trajnost, razviti globalno partnerstvo za razvoj in še bi lahko naštevali. Za besedo ob Mednarodnem dnevu prostovoljstva in Mednarodnem dnevu invalidov prosim gostitelja tega srečanja, gospoda Mirana Gorinška, župana občine Slovenske Konjice. Izvolite. Spoštovane prostovoljke, prostovoljci, gospe in gospodje, težko bi si predstavljali lepši uvod v današnji dogodek, kot je bila tale čudovita pesem Med iskrenimi ljudmi. Verjetno se je vsakdo zamislil ob tem in postal ponosen na to, da se lahko pridruži tej izjemno veliki skupini ljudi, ki resnično na prostovoljni osnovi nudijo svoje znanje, svoj čas za to, da pomagajo drugim. In to je ta neprecenljiva vrednota in izjemno sem ponosen na vas in tudi na dejstvo, da bo ta dvorana počasi postala premajhna. Iz leta v leto več se nas dobiva na temle vsakoletnem druženju. In pred kakšnima 2 mesecema sem se v nekajkrat večjem mestu kot za Konjice smo se pogovarjali o nalogah, ki jih lokalne skupnosti izvajajo. In mi kolega župan pravi, pa kje si še ti danes videl, kdo še hoče kaj prostovoljno narediti. In zato sem prej ostal, da mu pošljem tole sliko iz Konjic. Naj pride v Konjice, da bo videl, da se to lahko zgodi in samo, če se ljudi dobre volje. Hvala vam za vse, kar izvajate in se seveda priporočamo tudi za v bodoče. Jaz si težko predstavljam delovanje naše lokalne skupnosti brez vseh vas. In še nekaj, iskren čestitka v vašem prazniku in še nekaj, zapomnimo si, ko bomo vsi za dobro, bo dobro tudi za vse. Hvala županu za te spodbudne besede. Današnja osrednja glasbena gostja pa je, kot ste jo že slišali, Konjičanka Maja Založnik, pevka z energijo velikih svetovnih pevskih zvezd. Maja, oder je ponovno tvoj. Izvoli. Hvala lepa, tudi jaz se pridružujem čestitkam vašemu prazniku in hvala, da ste me povabili, da sem lahko danes z vami tukaj in da tudi lahko jaz kaj pripomorem k temu, da vam kaj lepega zapovem. Tale naslednja pesem je moja avtorska, Vzemi vse ti dam. That
da pot do srca najdejo tisti, ki ljubiti zna, ljubiti zna, ljubiti zna. Vzemi vse ti dam, vzemi vse ti dam, vzemi to telo, vzemi to srce. Pusti, da imam tvoj bil dotik in tvoje ustnice. Če je res tako, da ustavi vzame ti čas, da to izvem, daj da ti povem. Lahko jutri vse izgine, samo tebe izgubiti ne smem. Vzemi vse ti dam, vzemi vse ti dam, vzemi to telo, vzemi to srce. Pusti, da imam tvoj bil dotik in tvoje ustnice. Če je res tako, da ustavi vzame ti čas, da to izvem, daj da ti povem. Lahko jutri vse izgine, samo tebe izgubiti ne smem. Lahko jutri vse izgine, samo tebe izgubiti ne smem. Hvala izjemni Maji. Prostovoljstvo deluje na različnih področjih: socialnem, rekreativnem, izobraževalnem, zdravstvenem, kulturnem, okoljskem, turističnem, v kriznih situacijah in na mnogih drugih področjih, tudi športnem. Opravljajo ga ženske in moški, mladi in otroci, ljudje srednjih let in starejše osebe. Vanj se lahko vključujejo vsi ljudje ob upoštevanju svojih zmogljivosti, saj zanj ni načelnih omejitev. Vemo, da prostovoljsko delo terja predanost in veličino človeka. Zato vsi, ki ste danes z nami, ostanite še naprej veliki. Danes pa je na naše veliko veselje z nami tudi veliki Oli Walker, prostovoljec, izjemen človek, ki je svoj podvig okronal z dobrodelnostjo, a o tem malce kasneje. Oliver Tič si je po 2 pohodih čez Slovenijo zadal največji izziv v življenju, do sedaj seveda, se podal čez lužo in prehodil pot od zahodne do vzhodne obale Združenih držav Amerike. Prehodil je 6840 kilometrov od Tihega oceana do Atlantika in to v pičlih 175 dneh. En velik gromozanski aplavz za velikega pohodnika, prostovoljca. Oli, zakaj odločitev za ta podvig? Velikokrat si že sicer to povedal, ampak ne v tem okolju, tudi tem velikim ljudem, ki so prav tako kot ti prostovoljci. Tako da izvoli, ponovi. Najprej lep pozdrav vsem zbranim. Tako sem že večkrat omenil tudi na sprejemu, ki ste mi ga pripravili, Koničani, ob vrnitvi domov. Je veliko lažje hoditi, kot pa govori takle, ampak okej, sem potrudil. Ne vem, do pred 4 leti nazaj sem živel čisto neko normalno življenje. Pol mi je pa nekaj manjkalo, no. Materialno sem bil poskrbljen, imel sem dovolj za sebe, ampak manjkala mi je neka avantura v življenju, no, in potem sem se, tako je že Nea omenila, najprej sem se odločil za pohod čez Slovenijo prvič, pa sem užival, pa sem rekel drugič, pa je to bilo super, pol je pa bil čas za nekaj večjega in pač seveda nisem tako zbral poguma, zato sem potreboval približno 4 leta
In bolj je padla odločitev, da dam odpoved v službi in se odpravim čez lužo in pač poskusim prehoditi Ameriko. Zakaj ravno Amerika? Ne vem, vsi spremljamo medije, pa tudi vemo, da ni ravno veliko pozitivnih novic glede dogajanja v Ameriki. In jaz pač sem se hotel tudi na svojo roko prepričati, če to drži. Tudi takrat, ko sem izbiral pot, sem prebiral bloge, kaj bi bilo za mene primerno in tudi sem naletel na eno to pot čez Ameriko. In vsi kolesarji, ki so premagovali to pot, so opisovali samo pozitivne izkušnje in jaz sem pač tudi hotel biti del tega in zato sem se pač tudi odločil, da grem v Ameriko. No. Kaj se ti je najbolj vtisnilo v spomin? Morda 2, 3 zgodbe? V bistvu je tak, jaz, ko sem šel v Ameriko, sem mislil, da bom presenečen, fasciniran nad naravo, ampak definitivno ni bilo to. Fasciniran sem bil nad ljudmi, v bistvu nad njihovim odnosom, nad dobrodelnostjo. Ne vem, na dnevni bazi so me ljudje srečevali, tako sem že večkrat omenil, so mi ponujali hrano, celo denar velikrat, no, pa tudi, ne vem, vsak dan, tudi če je bil slab dan, ne vem, če sem se slabo počutil, je konc dneva, vedno se nekaj pozitivnega zgodilo, ne, men primer je bil tak, da redko kdaj sem si privoščil, da sem se prehranjeval v kakšnih gostilnah, ampak, na primer, en primer je bil, da sem šel v eno gostilno, sem si privoščil tam obrok in seveda takoj, ko so izvedeli, kaj počnem, najprej se je zgodilo to, da je bil ta obrok seveda brezplačen, za povrh je pa ta lastnica te iste gostilne oziroma lokala naslednji dan me poklicala in se mi povedal, kje se nahajam in se pripeljala 40 km samo zato, da me je pripeljala kosilo. No. To je ena taka stvar, tudi zgodilo se mi je. Večkrat se je tudi zgodilo, da so se ljudje ustavljali in mi, tako sem rekel, dajali hrano. Tudi enkrat se je zgodilo, da sem srečal en starejši par, sem me vprašala, kje bom prenočil, ponovadi sem kar zunaj v šotoru in itak sta šla takoj in mi plačala hotelsko sobo. Tako da res samo pozitivne stvari, kar se tiče Amerike, tako da lahko rečem to, da ni Amerika, samo ta velika mesta, če bi radi spoznali prave ljudi, pa mislim, da to ni samo Amerika, da je vse posod po svetu, je treba iti v mala mesta, ker tam so res tisti srčni ljudje, če se o mene vpraša. No. Torej srčnost in dobrodelnost ne pozna meja. Ja, definitivno. Se pravim, tudi naslednji projekt, ki se ga bom loteval, mislim, da bom deležen sam pozitivnih izkušenj oziroma upam. No. Pozitivni ljudje tudi sami vedno naletijo na pozitivne odzive, tako da verjamem, da kamorkoli boš odšel, povsod te bodo enako dobrodelno in srčno sprejeli. Pol leta po Trans-America Trailu si se odločil še za dobrodelno dejanje in izpeljal akcijo dobrodelnih 24 ur Olja Walkerja. Nagovoril si podjetja, posameznike in zbiral denar za Evelin, deklico s številnimi zdravstvenimi težavami, in zbral si nekaj manj kot 4000 evrov in v zbran denar poklonil deklici za zdravljenje. Zares veliko dejanje, morda še kaj o tej veliki zgodbi. Ja, res je. Potem, ko sem se vrnil iz Amerike, sem tudi videl, da imam ogromno podporo pri Konjičanih, da sem se odločil, da tudi to medijsko prepoznavnost še izkoristimo za nekaj dobrega, ne? In sem se odločil, da izpeljem ta dobrodelni projekt. Tako si že omenila, sem pozval podjetja k sodelovanju, tudi občina je pripomogla, tudi gospod župan se je osebno veliko se zelo potrudil, da smo pozitivno izpeljali ta projekt. Nagovoril sem podjetja, da v bistvu tako, jaz sem se odločil za 24-urno hojo po trasi konjiškega maratona in za vsak kilometer, ki bi ga prehodil, bi podjetje doniralo 1 evro. Teda v bistvu na koncu je bilo tako, da je bil odziv neverjeten tudi Konjičan oziroma tudi od ljudi so drugod prišli, tako da med 24-urno hojo nikoli nisem bil sam. No. Vse skupaj smo potegnili približno podatke in mislim, da je v 24 urah z menoj hodilo več kot 100 ljudi. No. Da smo res lahko ponosni Konjičani na same nase, kar se tiče teh projektov, je res vedno dober odziv, tako da se pravim, na koncu smo zbrali malo manj kot 4000 evrov. Tako sem že večkrat omenil, res sem ponosen, da sem Konjičan in res smo verjeli ljudje v tem kraju. No, čeprav smo mali kraj, ampak smo pa res srčni ljudje. Malo več
kot leto dni je minilo od tvojega prihoda z Amerike, verjetno si strnil že prav vse vtise. Kakšni so načrti in cilji za naprej? Ja, ideje je veliko, zdaj ko bomo pa realizirali, bomo pa videli, prvi cilj je mogoče naslednjo leto, da se odpravim v Avstralijo in prehodim pot od Pertha do Sydneyja, to je ena opcija, druga pa Koliko je to pičlih? Ni, to je nekje 5000 km. 5000 km. Ampak zaupal mi je še en projekt, ko sva se pogovarjala pred temle nastopom. Pa povej kilometre, če nočeš izdati lokacije, kaj pa ti je največja želja v življenju? V bistvu rekel sem, da taj projekt še izpeljem, pa se pa upokojim, tako da če mi bo uspelo, bi se rad odpravil peš iz Aljaske pa do juga Argentine, to je pa nekje 30 000 km. Poslušajte to. In to zgodbo si želim izpolniti v 4 letih, tako da potreboval bo tudi našo pomoč in verjamem, glede na to, da smo Konjičani res dobri ljudje, da se mu bo tudi ta želja tudi z našo pomočjo uresničila. En velik aplavz za Tonija Walkerja. Želimo ti še veliko izpolnjenih želja, novih projektov, čudovitih zgodb in seveda dobrodelnih prostovoljnih akcij. Hvala ti, da si bil danes naš gost, za tvoj čas in vse dobro v letu 2018. Ja, z veseljem sem se odzval vašemu vabilu, pa tudi sem vesel, da se je tukaj ljudi udeležilo te prireditve, tako da se še vidi, da je marsikdo želi kaj tudi prostovoljno narediti. Hvala vsem. Z današnjo slovesnostjo se vam želimo zahvaliti, vam pokazati, da poznamo in spremljamo tudi vaše delo in da vaše delo spoštujemo. Naj bodo pesmi Konjičanke Maje Založnik zahvala vsem vam za opravljeno prostovoljno delo v naši lokalni skupnosti. In naj bodo pretekla leta na področju prostovoljstva vzor prihajajočemu 2018. Pa srečno! Evo, s tole pesmijo bi jaz rada vsem vam, ki ste danes tukaj, povedala, da se zahvaljujem za vaše prostovoljno in dobro delo in s to pesmijo, da vam povem, da ste enostavno najboljši, kot poje Tina Turner. Tako pa zamigamo, pa zaplešemo, zaploskamo. Oh, you, when I need you, my heart's on fire. Come to me, wild and wilder. Oh, you come to me, give me everything I need. Give me a lifetime of promises and the world of dreams.
V prihajajočem mesecu in seveda letu 2018 vam iz srca želim vse najboljše, obilo ljubezni, obilo zdravja, imejte se radi, bodite srečni in vse najboljše. Zato tule zaključujem s tole pesmijo in vsem nam želim, da bomo imeli bel Božič, White Christmas. Naj vas samo še opomnim, da preden po druženju, seveda obveznem, odidete domov, da so pripravili za vas pri izhodu tudi skromna darila, in sicer koledarje in pa knjige gospe Zdenke Serajnik. Tako da eno skromno darilce tudi za vas in vse lepo v letu 2018.